Spolno prenesene okužbe so v porastu. Spoštuj sebe, varuj druge. Kondom je bonton. Lep pozdrav! Kondom je bonton je najnovejša kampanja Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Zakaj? Spolno prenesene okužbe so v porastu v vsem svetu in Slovenija ni izjema. Kondom pa je najboljša zaščita. Več o tem z vodilno strokovnjakinjo na tem področju mislim, da je ni potrebno posebej predstavljati. Je Vita Leskovšek. Živjo! Živjo, pozdravljena. Me veseli, da smo danes tukaj skupaj, da bomo predstavili kampanjo, pa tudi vse te bolezni, klamidija, gonoreja, sifilis, genitalne bradavice, HPV, številke rastejo. Kaj se v bistvu dogaja? Dogaja se to, da tako ECDC kot Svetovna zdravstvena organizacija opozarjajo, da je to vedno večji javnozdravstveni problem. Da so spolno prenosljive bolezni v velikem porastu in da pravzaprav niso tako zelo nedolžne, kot ljudje še vedno mislijo. Imamo za sabo pandemijo HIV-AIDS-a, ki je takrat zelo zaznamovala preventivo. Primarna preventiva je bila edino, kar smo imeli smo številne kampanje, ljudi je bilo strah. Mi smo v Sloveniji takrat bili zelo uspešni pri promociji kondoma in po vseh raziskavah je kar 3/4 mladih ljudi tudi pri prvem spolnem odnosu in tudi sicer uporabljala kondom. Zdaj je uporaba pri nas, pa tudi drugod po svetu upadla, ker ni več zaskrbljenosti, ne govori se veliko o tem. Te vse spolno prenosljive bolezni so pa v velikem porastu, kot recimo gonoreja, 300% porast kot 10 let naprej. Potem recimo že zadnje poročilo NIJZ-ja iz leta 2024 kaže na to, da je od leta poprej recimo klamidijska okužba, ki je najpogostejša v Sloveniji, narasla približno za 10%, recimo HPV za 30%. Skratka, statistika nam o tem govori. Je vsako leto na novo okuženih 40 milijonov ljudi s temi boleznimi. V Sloveniji je številka sicer relativno majhna, 1500 spolno prenosljivih okužb, vendar je tukaj seveda treba poudariti, da so to številke prijavljenih primerov. Vemo pa, da se ne prijavljajo vse in je to samo ena slika. Cilj je seveda primarna preventiva, da ne pride do okužbe, da potem v primeru, da nekdo sumi, da je okužen, da poišče čim prej zdravniško pomoč, da se v primeru bolezni, kjer je to možno, ljudje čim prej testirajo in zdravijo. Katere bolezni pa najbolj skrbijo strokovnjake? Vse so specifične in so lahko dolgoročno tudi zaskrbljujoče. Mogoče ljudje ne vejo, da povzročajo med drugim tudi raka. Recimo onkogeni sevi HPV virusa povzročajo lahko raka na materničnem ustju. Hepatitisi, okvare jeter, vključno z rakom na jetrih. Potem klamidijska okužba, ki je najpogostejša v Sloveniji, naj bi bila okužena vsaka 20. mlada ženska, povzroča neplodnost. In je to tudi lahko velik problem. Potem recimo neodkrite bolezni, kot so gonoreja, ki je odporna na bakterije, ki so odporne na antibiotično zdravljenje. Predvsem pa recimo tudi zaskrbljujoč porast sifilisa, ki povzroča lahko tudi kongenitalni sifilis, skratka prenos iz matere na nerojenega otroka in zelo hude posledice in v končni fazi tudi smrt. Skratka, to je skupina bolezni, ki niso nedolžne, ki pa so preprečljive. In ko sem govorila, da smo bili uspešni pri promociji in uporabi kondoma v Sloveniji, ta zelo pada. Mlade generacije niti ne pomislijo na to in jaz upam, da bo ta kampanja uspešna v tem smislu, da bodo mladi, pa tudi vsi spolno aktivni, začeli spet ponovno razmišljati, da morajo uporabiti kondom. Izjema je seveda kondoma
ne rabijo uporabljati pari, ki niso okuženi in ki so zvesti. Ampak večina teh bolezni na nek način lahko poteka tudi popolnoma brez bolezenskih znakov. Tako da je tukaj na mesto testiranja, recimo v razvitih državah, kjer preventiva ima dolgo tradicijo, recimo kar na nek način že standard navada, da ko nekdo začne spolno živeti, kar na začetku se gresta oba dva testirati. Ker kaj se je izkazalo? Jaz se spomnim ene kampanje v Nemčiji, še v času HIV-AIDS-a, ko so govorili veliko o skupinah z večjim tveganjem. To so bili ljudje, ki so inicirali droge, ki so obiskali prostitutke, ki so, ne vem, imeli druga tvegana vedenja, ki so potovali v države z visoko prevalenco. Se je pa izkazalo, da je v nekem trenutku zelo naraslo število poročenih žensk, ki so mislile, da živijo, lahko tudi seveda obratno moških, ampak večino je šlo za ženske, nekaj 10 000 v kratkem času, ki so mislili, da živijo v monogamni zvezi, pa se je izkazalo, da so se okužile pri partnerju. Tako da vsa ta sporočila je treba jemati z zrno premisleka in čisto vsak individualno se mora vprašati, kakšno tveganje ima in se seveda zaščititi. Omenili ste testiranje, je zelo pomembno, saj veliko ljudi misli, da nima bolezni, ker se počuti zdravega, pa naj še to dodam, da je na naši spletni strani so objavljena vsa testirna mesta, kjer se je v Sloveniji mogoče testirati. Torej, rekli smo, počutim se zdrav, torej nisem okužen, nimam bolezni, je to res? Ja, še vedno obstaja stereotip, da so vse spolno prenosljive okužbe povezane s temi znaki teh bolezni, to se pravi pekoče uriniranje, izcedek, vnetje, bolečine. Vendar ni nujno. Kar nekaj okužb poteka brez simptomov, recimo tipično klamidijska, potem pa ugotovijo, da je prišlo do okužbe čez nekaj let, ko je ženska neplodna in potem ima težave v zvezi s tem. Je pa tudi tako, da nimamo povsod možnosti zdravljenja, cepljenja, tako da je treba poznati bolezni oziroma se pozanimati. Tudi na naši spletni strani so opisane te bolezni z možnosti testiranj in tudi lokacije in tudi potekom bolezni in posledicami. Proti HPV-ju in proti hepatitisu se je možno cepiti. Se je možno cepiti, proti hepatitisu A in B, ponavadi v kompletu se ljudje cepijo. Spolno prenosljive so hepatitis A in B, pri B imamo možnosti testiranja in so slabše možnosti zdravljenja, medtem ko pri hepatitisu C imamo pa možnost zdravljenja, to zelo uspešnega zdravljenja. Ja, najboljše je skratka, če kdorkoli je zaskrbljen, najboljše je poiskati zdravniško pomoč in se informirati. Nekatere znake ste že omenili, pa vendar še dajmo malo širše povedati. Na kaj naj bojo ljudje pozorni, če so imeli nezaščiten spolni odnos? Na vse spremembe, ki jih opazijo. Tipične so razjede, recimo ravno pri sifilisu, to te trde razjede na mestu nosa, ki pa niso samo na zunanjih spolnih organih, ampak seveda tudi lahko okoli danke in v žrelu. Skratka, vse spremembe, odvisno od spolnih praktik, kjer bi lahko prišlo do stika z temi povzročitelji, skratka, zunanje spolne organe, to se pravi pri moški je to penis, vaginalna sluznica oziroma zunanji spolni organ pri ženski in pa seveda ustna votlina, če je šlo za to vrstne stike. Vse te spremembe, tipične so pa seveda tudi vnetja, srbečica, izcedek, kot rečeno, ni pa nujno. Kateremu zdravniku naj se ljudje obrnejo? Je to osebni zdravnik, ginekolog, dermatovenerolog? Zdaj, prvi zdravniki so seveda tudi splošni oziroma osebni zdravniki. Zaželeno je, da poiščejo pomoč, zato ker ta zdravnik naj bi imel zaupanje, bi poznal bolnika in tudi preko komisije na Ministrstvu za zdravje smo dosegli, da so potem tudi s tem zdravnikom povrnjeni stroški teh testov oziroma tudi nadaljnje obravnave. Potem so pa specialisti,
kot so dermatovenerologi, obstajajo seveda v kliničnem centru tako v Ljubljani kot v Mariboru in pa na klinikah, univerzitetnih klinikah, v glavnem za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Da se pa približajo testiranja ljudem, obstaja še vedno veliko strahu, predsodkov, pa tudi stigme z temi boleznimi. Smo v Sloveniji uvajali tudi možnost testiranja v skupnosti. Recimo Legibitra izvaja ta testiranja in na spletu je možno najti tudi mesta, kjer v različnih delih po Sloveniji se lahko ljudje pridejo testirati. Kako je zdravljenje teh bolezni? Imamo zdravila, je uspešno? Zdaj, čisto načeloma je tako, da mi lahko zdravimo bakterijske okužbe z antibiotiki. Kot sem pa že prej omenila, problem je rezistenca, odpornost, ker v naravi poteka nenehno tekmovanje med povzročitelji, pa med farmacijo, skratka med antibiotiki. Moramo misliti, da tako kot imamo recimo ljudje, generacijski čas 30 let, imajo bakterije par sekund in preživijo tiste, ki so odporne, in zato je problem odpornosti. Se bojim, da bo enkrat nastopil čas, ko bomo mi izgubili, ko enostavno ne bomo več imeli orožja za vse te povzročitelje. Ampak zaenkrat v glavnem smo še uspešni pri zdravljenju bakterijskih okužb. Seveda je pa pomembno, da ljudje pravočasno pridejo, da se testirajo, da poiščejo pomoč zdravniško. Medtem ko pri vseh virusnih boleznih pa nimamo zdravila, imamo samo možnosti lajšanja težav. In seveda pomembna je tudi imunost, ki pomaga telesu, da premaga vse te težave. Pomemben je zdrav življenjski slog, ki pomaga, seveda tudi vpliva na zdravljenje. Ampak tukaj bi jaz rada poudarila, da je še vedno primarna preventiva in strategija preprečevanja vseh teh okužb. In tukaj smo spet nazaj, sklenjen krog pri kondomu. Kondom je edino sredstvo, fizično sredstvo, ki preprečuje stik z telesnimi tekočinami in z telesnimi deli, kjer lahko pride do okužbe. To se pravi med sluznico zunanjih spolnih organov, spermo, recimo tudi lahko tveganje se poveča, če pride stik z krvjo, zlasti pri tveganih analnih, penetrativnih spolnih odnosih. In uporaba kondoma ščiti pred izmenjavo teh tekočin oziroma okužbo. V tujini obstajajo tudi tako imenovane dental gum, to so take krpice iz lateksa, ki jih uporabljajo ljudje z večjim tveganjem, recimo tudi pri oralnih spolnih odnosih. Pri nas se to ni uveljavilo, ker smo premajhni, nismo zanimivi za te firme, mislim, da se občasno dobijo v sex shopi. Skratka, kondom, ki pa mora imeti s kadenco, to pomeni rok uporabe, najbolj se priporoča iz lateksa. In pa recimo zanimivo, da obstaja v tujini tudi kondom za ženske, ki se imenuje femidom. Skratka, če moški ne želi uporabljati kondom, če reče recimo, da je alergičen na lateks, ima ženska možnost, da si vstavi nek večji kot kondom, nek tak vrečko, ki je pa iz poliuretanske neke mase. To recimo zlasti uporabljajo v tujini ženske, ki se ukvarjajo z seksualno industrijo, ali pa ženske, pri nas je bolj kot možnost izbire, in ker se je to v svetovnem merilu zelo enačilo z HIV/AIDS preventivo, je na nek način dobil femidom neko stigmo. In tukaj sigurno moram omenjati pomen stigme v zvezi z vsemi temi spolno prenosljivimi boleznimi, ki je problem. Ljudje recimo se ne bojijo toliko ostalih bolezni, najbolj HIV/AIDS-a, manj hepatitisov, ki pa lahko povzročijo raka ali pa akutno odpoved jeter. In ravno zaradi stigme, ko je ljudi strah, da bi ostali izvedeli, da so okuženi, ne prihajajo na testiranja.
Mladi pa verjetno kondom uporabljajo prej zaradi neželene nosečnosti, kot zaradi zavedanja o spolno prenosenih okužbah. Ja, pa še to je, na začetku, ko je bila visoka uporaba kondoma, je potem čez čas so ljudje opuščali kondom, je uporabljala ga samo v enem določenem obdobju 1/5, na začetku 75%, zato ker so potem rekli, da imajo zaščito, recimo v glavnem so to bile kontracepcijske tablete. In zanimivo je to, da recimo profesor Bernik v eni svoji raziskavi ugotovil, da je zvestoba v Sloveniji veliko mesto ima zvestoba pri ljudeh, da imajo enega partnerja, ampak v enem letu je lahko teh partnerjev 5. Stalnih partnerjev. Skratka, vedno je treba misliti možnost, čisto tako praktično oziroma biološko, kako lahko pride do okužbe, ker lahko se prenese čist prikrito od partnerja do partnerja in vmes je lahko nekaj let in potem zbolimo. Kaj pomeni ta slogan? Kondom je bonton. Izhajali smo iz dejstva, da uporaba kondoma zelo pada, kar je zaskrbljujoče. Ko smo se lotili te kampanje, se mi zdi, da zelo dobro z našim PR-om sodelujemo in naša mlada kolegica Ana naredila terensko raziskavo med mladimi, ker ko delaš preventivo, moraš vedno izhajati iz znanja, vedenja, asociacij, skratka iz ljudi, ki jim je to sporočilo namenjeno. Seveda sporočilo predvsem mladim, zlasti tem, ko še nimajo tveganega vedenja ali pa zaželjeno niti spolne aktivnosti, da pridemo sporočilo do njih, velja pa seveda sporočilo za vse spolno aktivne ljudi, tudi kasneje. In ugotovili smo, da seveda mladi komunicirajo čisto na drug način, z novimi komunikacijskimi mediji, kar se moramo tudi mi prilagajati. In iz teh intervjujev in pogovorov je nastala ravno ta ideja, da v bistvu je treba spoštovati mlade, pri tem, ko se z njimi pogovarjamo. In sporočilo kondom je bonton je ravno v tem, da ko govorimo o kondomu, ko se mi zaščitimo, ščitimo seveda sebe, ampak spoštujemo vse ostale, svoje partnerje, v končni fazi tudi celotno skupnost. Spoštujemo in izražamo spoštovanje in na nek način tudi neko zavest, v končni fazi tudi dobrih medosebnih odnosov in bontona v končni fazi. Morda še en nasvet za konec? Še en apel v zvezi s počitnicami, z dopusti. Tukaj je seveda dejstvo, da so ljudje bolj sproščeni, da potujejo, da imajo možnost novih poznanstev, pa tudi nekih bolj intimnih stikov. Tukaj pa absolutno zaščita, uporaba kondoma, ampak pomembno je tudi to, da ljudje preden imajo ta stik, morajo imeti seveda kondom že s seboj. To se pravi, da mora biti to absolutno del obvezne počitniške opreme. Super napotek za konec, tako da kondom je bonton, spoštuj sebe, varuj druge.